46 metrov visok stolp, zgrajen leta 1914, je zaščitni znak tako mesta kot občine Brežice. In ta pomemben tehnični spomenik naj bi kmalu začeli temeljito prenavljati. Med drugim bodo uredili razgledno točko. To bo razgledna točka. Mislim, da take razgledne točke v Sloveniji ni, kajti tu gre za kombinacijo razgledne točke z arhitekturno vrednostjo. Res pa je, da bo imel relativno malo kapaciteto, kajti sama enkratno naj ne bi bilo več kot 20 do 30 oseb v samem stolpu. Ob statični sanaciji bo z rekonstrukcijo notranjosti stolp prilagojen novi namembnosti in obiskovalcem. Pot po stolpu od pritličja do razgledne točke nad vodohranom bo omogočena s stopnicami in z dvigalom za do 8 oseb. Dvigalo naj bi bilo vse do vrha, kar pomeni, da boš lahko z dvigalom prišel čisto do konca, praktično v tisti rezervoar, v katerem je bilo v preteklosti seveda voda. Zraven tega bojo pa tudi stopnice, kar pomeni, da boš lahko z stopnicam tudi prišel do balkončkov. Uredili bodo klet, pritličja in 6 nadstropij. V nadstropjih bojo različne predstavitve, tako da bo to tudi na nek način promocijski stolp, na katerem boš lahko dobil informacije o celi občini. Obnovitvena dela naj bi začeli še letos in zaključili v oktobru 2022. Vrednost naložbe ocenjujejo na 1,9 milijona evrov. Zdaj smo pridobili gradbeno dovoljenje, v tem trenutku se praktično izdelajo podrobni načrti PZI in nekako predvidevamo, da bi se lahko že konec aprila uredil razpis. Naj povem seveda, da smo v rebalansu zagotovili dodatna več sredstev, da bo se to lahko v letošnjem in pa v drugem letu naj bi tudi dokončalo. Leta 2023 pa naj bi uredili paviljon v sosednjem objektu, ki bo namenjen trgovinici spominkov, kavarni in podobno. Občina je trenutno v fazi izbire izvajalca za njegovo projektiranje. Vsebine, ki bodo obiskovalcem na voljo v paviljonu, tako turistične kot kulturne in družabne, občina še načrtuje, a kot pravi Molan, jih bodo zagotovo kombinirali tako z mestno hišo, kot tudi s Posavskim muzejem Brežice in Društvom za oživitev mesta Brežice.